Cenjeni publikum, tokrat samo za vas in samo na podstrešju. Največji slovenski iluzionist Uroš Čufer bo pred vašimi očmi izvedel še nikoli videni trik. Kako iz krize? Po premierni izvedbi pred domačo publiko namerava z njim očarati tudi evropske opazovalce. Razumljivo je, da že težko čakate začetek predstave, vendar vas prosimo za malce potrpljenja. Medtem ko se čarodej pripravlja na nastop, vas vabimo, da prisluhnete skrajšanemu povzetku velike predstave, ki se je odvijala v zakulisju Evropskega prvenstva v košarki. Medtem ko so veliki fantje v Stožicah metali na koš, so manjši fantje v ozadju speljevali vodo na svoj mlin. In medtem ko so prvi zadevali lahke koše, so drugi urejali državo po svojih načrtih. Medtem ko se je slovenska reprezentanca pripravljala na tekmo s Finsko, smo dočakali že na začetku poletja obljubljeno podražitev vinjet. Bil je ravno pravi trenutek, kajti večerni poraz naših košarkarjev nas je tako dotolkel, da se je tistih 15 evrov podražitve zdelo prava figa. Celo to, da bo cena vinjete za vozila, ki so nad prvo osjo višja od 130 cm, kar 220 evrov namesto osnovnih 110, je malo kdo opazil. In prav je tako. Navsezadnje se v takih visokih enoprostorcih običajno prevažajo invalidi in družine z več otroki, ki jih država ne sme preveč ujčkati, da se ne pokvarijo. A to še ni vse. Medtem ko je Božo Maljković vzel minuto odmora, je vlada objavila namero, da bo pri standardih in normativih v šolstvu prihranila 100 milijonov evrov. Še sreča, da je bil Branimir Štrukelj takrat ravno pod havbo pri frizerju in ni utegnil organizirati štale pred parlamentom. In kaj se je zgodilo medtem, ko so sodniki v Stožicah piskali osebne? Ja, medtem je v državnem zboru odbor za finance sklenil povezniti pokrov čez podatke o tem, kdo je kriv za izgube bank, ki jih bomo vsi pokrivali. Naslednji dan, ko sta Francija in Španija igrali veliki finale, so koalicijski poslanci po 9-urni razpravi prej omenjeno odločitev samo še potrdili. Za naši ljubki majhni banki v likvidaciji bo torej vsak od nas žrtvoval nekaj 100 evrov. Ja, seveda, vi tudi. Kaj pa da, kako da ne? Ne mislite si, da ste varni, če na banki nimate nobenih prihrankov. Če denarja na banki nimate, vam ga bodo pobrali pa na kak drug način. Vladi premierke Alenke Bratušek je namreč uspelo uresničiti nemogoče. Vzeti je sposobna celo tam, kjer ni in kjer je doslej veljalo, da še vojska ne vzame. Zdaj pa k obljubljeni predstavi. Kot rečeno, največji slovenski iluzionist Uroš Čufer bo pred vašimi očmi pokazal, kje se skriva rešitev slovenske krize. Pred vami so 3 lončki. In zdaj je treba samo uganiti, pod katerim od njih se skriva najboljša rešitev slovenske krize. Minister Čufer sam priznava, da je izbira težka. Tretje možnosti nismo imeli, ker so bile vse ostale možnosti že izčrpane in pravzaprav smo imeli samo še 2 slabi izbiri. Se rešitev krize morda skriva pod prvim lončkom? Če to ni figa, no, morda je pa pod drugim boljša rešitev.
Glej, no, glej. To je pa najbrž spomin na vlečnega konja. Kaj pa, če bi pokukali še pod tretjega? No, pa dajmo. Izbira pa taka. Pravzaprav sploh ni čudno, da vlada potrebuje toliko časa za odločitev.